Ni tu ta zaliv, ki sem mislil, da je. Jaz še vedno trdim, da so najboljše stvari zastonj. Pravijo, da imajo pico margarito za 5 evrov. Da vidimo, če to drži. Ja, tlele, če me bo kakšen kmet dobil, me bo ured sunil najbrž. Lep pozdrav iz Pule. Evo, prispel sem v Pulo. Najel sem si namestitev, najcenejšo, ki sem jo najdel. Dal sem 33 evrov in je celo še zajtrk vključen, tako da cena res ugodna. Ampak oceno na Bookingu ima je pa ful slabo, 7. V toliko slabi oceni po mojem nisem še nikoli bil. Ampak dajmo pogledati, kaj dobiš za to ceno. Lejte, najprej, če vam pokažem plaščca. Lejte, tole je od moje mobilne hišice 20 metrov. Tamle je še lepša plaža, jo kasneje pokažem. Lejte, tole je pa moja mobilna hišica, ni cela moja, polovica je. Pa lejte, tukaj je še cel kup, pa tamle ena. In lejte, da vam jo pokažem noter. Lejte, predsko vidiš, da mečkan zanemarjeno je. Mislim, tole, lejte, če bi zrihtali, bi bilo čist drugače. Ampak, lejte, ko sem pa noter prišel, sem bil pa čist zadovoljen, ne. Dobro, raj bi jaz rajš samo eno poslo, malo večjo, se pravi tukaj celo za 4 ljudi. Kakor sem na hitro pogledal, čistoča, čisto okej. Povoham ponavadi polštre, če lepo posvežem diši in diši, ker veste, kje tudi ne zamenjajo zmeraj posteljnine. In lejte, potem je tlele majhen WC kopalnica, lejte, meni je to važno, da grem tukaj na WC, tukaj celo majhna misca, da lahko kaj poješ. Računalnik gor daš, tako da meni je tole čisto super. Zdaj pejmo pa še malo okolico pogledati, da vam jo pokažem. Tukaj imajo drugače 8 mobilnih hišk, se pravi krat 2, 16 enot. Tukajle, 2 so še za mano. No, da vam pokažem, lejte, plaža, pa ta zalivček. Lejte, to je ful super. To je kakšna lepa plasca. Mislim, prav fantastično. Se gremo še kele naprej sprehoditi. Takole je videti neki center tega kampa. In lejte, zanimiv je tale zalivček tukajle. V to ceno imam vklopljen tudi zajtrk. Zajtrk imamo tukajle na teli terasci. Zgleda fino. Tole imajo celo neki odrček. Najbrž ne vem sicer kaj tukaj imajo. No, lejte, kakor sem pa rekel, lejte, super plaža, super lokacija, lejte, v takamle luštnem zalivčku ste. Zdaj pa napišite v komentar, kako se vam zdi tole vse skupaj. Jaz mislim, da za 33 evrov ful veliko dobiš. Tisti, ki daste veliko na udobje, pa to, boste plačali mnogo več. Kdo bo rekel, da bi lahko kakšne stvari poštimali? Verjetno, da bi jih res lahko, sem pol ne bi bila cena 33 evrov, ampak bi bila 150. Seveda, če bi pa tukaj neke nove mobilne hiške dali, pa lepo vse obnovili, bi bila cena verjetno pa 350 evrov. Tako da, lejte, jaz sem čisto zadovoljen. Če vas tole zanima, tukajle bivati, imate od spodaj v opisu videa link do tukaj, pa si rezervirajte. Lokacija je super, udobje malo manj, ni vse tipi top, ampak za ta denar bi rekel, več ne moreš dobiti. Čeprav je šele 18. maj, se ljudje že kopajo. Tamle enega vidim, ampak prej jih je bilo veliko noter. Tako da meni tale zalivček ful super deluje. Jaz grem zdajle na kolesarjenje, ko se pa vrnem, se pa tudi skopam tukajle. Oziroma mogoče se bom skopal že kje drugje, ko bom vzel kopalke pa brisačo s seboj.
Zdaj se pa z mojim Kilimandžarom odpravljam na Rt Kamenjak. Tukaj sem nazadnje bil leta 2014 in mi je bilo fino, tako da sem se odločil, da grem spet. 15 km je v eno stran, pa še verjetno bom jaz tu malo tako hodil, tako da ne 40-45 km bom naredil. Imam lepo Polarjevo urco, bo tu se zabeležilo, je pol zanimivo pogledati. Upam pa, da najdem kakšne stranske poti, ker če imaš kaj bolj smotanga, je tu voziti se po teh glavnih cestah in pol živčne delati in šoferje in sebe in vse. Glej naprej, ker bo veliko zanimivega, pa vkolikor še nisi naročen na moj YouTube kanal, se naroč, sam klikneš, naročite se, pa zvonček popolnoma brezplačno, tako da nared prosim to. Moj prvi postanek. Brez da bi na zemljevid gledal, sem že 2 km prej vedel, da smo tukaj v 4. razredu, pa tudi v 3. bili v šolo naravi. In lepe spomine imam iz tukaj in zdaj se zapeljem dol pogledat. Upam, da ni kakšen problem, da je kakšen kamp, pa da me ne bojo noter spustili. Rampa, se bom kar Angleža naredil, ali bom pa lepo rekel, če me spustijo za 5 minut noter, da sem bil pred 50 letem tle na dopustu, pa da bi si rad pogledal. Sem se kar Angleža naredil, ne gledal ne levo, ne desno, šel noter in to je to. Ja, tle smo mi bili. Lejte, tale pomol, pa vse to se spomnim, sem šel se pogledat. Wow. Tle je bila en objekt, po mojem, da tole, lejte, kaj Konzum. To je bila kuhna pa jedilnica, gor naprej smo imeli pa šotore, tole pa moram imeti pogledati ljudje. Lejte, tukaj nekje sem jaz mu šotor, ali tlele, ali pa 10 metrov nižji in obakat. V 3. razredu sem šel v kolonijo, v 4. pa šolo naravi. Lejte, tamle od zadaj sicer se slabo vidi, so bili pa WC-ji. Vem, da tu jaz nisem mogel sredi, ker sem bil druge in sem šel enkrat v 10 dneh maksimalno. Wow, ne morem verjeti, da imam še take, ko bi rekel, čisto sveže spomine. Pol zvečer smo šli tale od zadaj, pa smo pele. Pol je pokojni učitelj Nace Bukovec nam je spodaj pripovedoval razne zgodbice svoje, kako je bil v vojski. Spomnim se, v taborišču je bil, je pripovedoval. Wow, nori časi. Nori časi. Evo, tale pomol, še čist isti, ki je bil, oziroma lejte, tistega lesenga, mislim, da ni bilo. Spomnim se, kopalke sem sušil na temle boru, ta bor je sigurno bil. Pa imam pa tukaj enkrat zanimivo zgodbo. Seveda, frajerja smo se hoteli delati in se jaz z eno pogovarjam, če se upa skočiti tle. Pa je on rekel, da se jaz ne upam, jaz sem pa rekel, kaj se ne upam in sem skočil. Lejte, vidite, čist nizka voda in sem se bušil, na glavo sem skočil in sem se bušil, direkt učel in so pred vsi preleteli in tako da sem kar sranje naredil. Voda je bila čist krvava in je bila glih, tu smo imeli tudi bolničarko zmeraj s seboj in vem, da je preletela in so me pol vse živo z mano delali, tako da ful imam dobre spomine tukaj. Zvečer smo se, lejte, tamle je bila ena steza, smo se po njej sprehodili kaj naprej. Tole na drugi strani je pa Medulin. So nam zmeraj govorili, Medulin je tu čez, pa se nisem vedel sem, da je kraj naš drugega. Zdaj bom pa tlele mečkem posedel, ker mi bo prav pasalo, mečkem spil in malo obujal spomine. Zdaj smo pa že na Rtu Kamenjaku, lejte, stopnina je, ampak kakor zgleda, za peš pa za z biciklom nič, za motor 5 oziroma 8 evrov, za avto 10 oziroma 15, to je pač odvisno od termina, v sezoni, ne sezoni. Bomo videli, če je res brezplačno. Noter je šlo
brezplačno, brez problema. Takoj, ko prideš noter, imaš cel kup raznih smerokazov. Jaz bi čist do konca prišel, pa bom pa videl, če kaj drugega. Saj pravim, 2015 sem bil tukaj in sem se z avtom vozil, pa je kar nekaj tega za prevoziti, cel kup teh stranskih poti. Tako da jaz bi rad videl te super plaže, tam na koncu ena je ful huda za visok skakati pa tako naprej. Tako da bomo vse videli. Kakšna huda razgledna točka. Glejte, tale zaliv, tako bom rekel, 90% sem siguren, da smo se z tega hodili mi kopati, ker smo bili v šolo v naravi. Ne bom pa 100%, tukaj lejte imate tudi za takale Instagram točka, da se tale slikaš, samo malo je že tisto drevje preveč zraslo, ampak je pa lepo, pa veste, ful je meglic, tako da če ne bi bilo telih meglic, bi bilo 5krat lepše. Zdaj sem pa prišel na ta najbolj zanimivi del Rta Kamenjaka, kjer sem bil leta 2014. Glejte, tukaj drugače en lokalček, je polet verjeten, vsaj takrat je bil. Glejte, tle koliko ljudi že in polet je bilo še bolj zanimivo, ki jih je ful skakalo. Bomo šli tudi zdaj pogledati, če bo kdo. Tukaj se ful visocega skače, tako da je zanimivo. Glejte, tamle se en pripravlja, a se tale fant se tle prej najbrž s očetom pogovarjal, ne vem, a sta se zmenila, da ga bo snemal, ki je mu GoPro, zdaj vidim, da ima pa oče. Glejte, tamle se pripravlja, ali bi ali ne bi. Po pravici povedano, jaz bi se tudi fejsite, kako je tle visok. Že tle dol, če bo tale skočil, je kar malo visok. Gremo kele bližji, pa da vidimo, če bo. Aha, tle ga hoče slikati, snemati, zgleda, da vidimo, če bo fant skočil ali ne bo. Wow, noro, glejte, bo. Wow, ste videli to? Ste videli? Pa salto. Mislim, tale mora nekaj trenirati. Tle jaz se userjem, da na noge skočim. Mislim, ne samo userjem, ker dol v vodo preletiš. Enkrat sem skočil iz bistveno nižjega, kaj je to, no, bistveno nižjega. Nižje je bilo, zdaj pri teh višinah se vsak meter pozna. In, veste, skočil sem čisto normalno noter. Ampak, veste, kakšen pritisk v šesa mi je šlo. To je bilo zaznor, tudi kje je ta zdaj skočil. Lejte, po mojem, lejte, utlele je skočil, ja. No, jaz po pravici povem, da ne bi. No, najbolj zanimivo, tole tukile. In kakšni ljudje grejo, pa se tle vidite te kamni, ki je v bistvu otok. Tamle so lepe ravnince in grejo gor, pa so lepo cel dan. Brisačke v tretjim imajo privaten otoček. Meni so te klifi tukaj super, da ne morem povedati. Ne vem čisto točno zakaj, ampak super so mi. Tako da meni je tole ful dober. Še enkrat povem, takrat, ko sem bil 2015, ko ni bilo meglic, mi je bilo to mnogo lepše, veste, barva morja drugačna, nebo bolj plavo in to, ne, ampak jaz se nič ne pritožujem, kar se mene tiče, jaz uživam samo v videu, pa ne bo tako lepo videti. Da vam pokažem še eno zanimivost, ne, glejte, tukaj smo zdaj čist na klifu in glejte, samo tukaj le čez, glejte, je pa jama in noter je votlina in glejte, tle se prav šliš voda in tudi vid se, ja. Tako da tole se da najbrž tudi not zaplavati. Jaz to še nikoli nisem šel, pa mi je malo žal, ker nisem šel, takrat se nisem šel kopati, ker so bila z eno kolegico, pa so bila ful pozna, ker pol te mende več ne spustijo ven, če si prepozen in kao ni bilo cajta. Ja, moraš pa tle paziti, da ne bi slučajno pogledajte, aha, tle pa lejte to lepa zelena barva morja. Meni je fantastično. Ni boljšega piknik placa, kaj tale. Je še vedno trdim, da so najboljše stvari za stonj. Sam najdeti jih je treba, pa malo se treba potruditi. In lejte, tako kateli
se bom jaz tamle lepo usul, pa malo po malcu, imam sicer samo 2 banane, pa 2 jabolka, pa malo bom spil, pa lepo opazoval naravo in užival. Dobro, da sem seboj, da sem v ta novih merelkah, ker lejte, tlele je kar planinarjenje. Wow, dober je, hudo je, res je hudo tole. Vse ta boljše place za piknik so mi zasel, lejte, tele 2 imate dobrega. Ja, sam moraš ta prav cajt prideti, ne, lejte, tle pa te klifi visoki. Noro, kaj narava naredi. No, 4 so se upogumili in so se šli kopati, tamle jih vidite. Še sonček je ful posijal, tako da je še ful lepš. Saj jaz, če ne bi bil z biciklom, bi se tudi šel, tako pa zdaj nemam niti glih ful pametnega za obrisati, sem tisto ruho, pa pol v slan, tako da, ne vem, se bom šel pa verjeten skopat v tam, ki sem v kampu, če ne danes, ki pridem nazaj, če bom prepozno, pa morda jutri zjutraj, tako da malo morje okusim. Tlele nekje ne bi bila ena kolesarska steza, ki so table, pa ne vem, verjeten je tale. Moram večkrat pogledati Google zemljevid. Če so podatki na Google zemljevidu pravilni, pol moram kar tlele dol jet, pa bom do nekaj lepega prišel. No ja, se ni tako slaba cesta, da se ne bi se dalo jet. Je pa problem voziti pa snemati, tu pa je. No, tudi tukaj je fantastično, lejte. Noro bi jaz rekel. Škoda, ker nisem v cel dan cajta, tudi bi že zjutraj šel, pa da se tle malo ukopaš, pa tako. Noro res. Tlele pa ne bo šlo z biciklom, a? Kdo ja, jaz ne? Ampak točno vem, kje sem. Tisle je čist skrajni rt, tole pa je ena plaža, do katere sem šel in vem, da cajta je treba bilo peš, tam sem pa avto parkiral. Tako da grem kar tlele naprej, ker točno vem, kje sem. Kaj tole vabi, da bi se šel človek noter vrčt? Joj. Moram tole preveriti, če sem jaz v ta pravem zalivčku, da se ne bom sam še bolj zaplel vse skupaj, ker sem se že zaplel. Ni tu ta zaliv, ki sem mislil, da je, tako da moram zdaj po takelih potkah iskati varianto, kje najdete tle pot ven. Ja, tu čim se ne držiš ta pravih poti, je hiter probleme. Noro dobre poti, tako za voziti se, kakor za kaj videti, tako da meni je tole en sam užitek, z majčkeno slabega preokusa, kako bom pol še 15 km naredil, ker majčkeno pa sem zmatran. Ajde, tole me pa zajebava na kolesu. Lejte, skozi notarine in moram skozi gor dajati. Pa komaj se mi zdi, da tam vse še skup drži, tako da dajte povedati, kako vi to rešite. Jaz sem tako celo, da sem malo iz zemljo tole potrosil, ampak ni nič boljše. Še en noro dober zaliv. Poglejte, pa veste, koliko je tega. Ni na prvi, na zadnji. Nora narava, res. Pred 5 minutami sem se odločil, da to, kar sem videl, da ne bom več hodil na te stranske poti, tako kot je tale. Ampak sem rekel, na tole še grem. Ker, veste kako, sem kar zmučen, čeprav je za menoj šele 22 km, imam jih še ene 14, saj in mi počas zmanjkuje energije. Majčkeno imam jaz premalo kondicije za te hece, majčkeno sem še za Pogačarjem, majčkeno bo treba še potrenirati. Tako da, ko bi zjutraj šel, bi bilo čisto drugo, tako sem pa kar tiščal, da bom ujel, da bom izkoristil. Evo, pa ni šlo sam, ne jambram, samo iskreno povem, kako je. Sem pa vesel, da sem sploh tu zdržal, kar sem. Imam tudi problem, ker me rad boli, ker nisem navajen na bicikl. Tako da,
kar aktiven dan. Zdaj pa ven, pa do moje mobilne hiške, nekaj usta hitro dati, pa spat in to je to. Veste, kaj se pa zdaj zabavam? Lejte, sedeš mi šel dol, zato ker seveda ne tolčeš dol in je šel dol. In lejte, tule jaz ne morem nazaj dobiti, nikakor ne, da bi lahko dvignil za znort. Tale moj kolo je res malo predpotopen. Pravijo, da imajo pico margarito za 5 evrov. Da vidimo, če to drži. Evo, pica za 5 evrov. Čisto super zgleda. Bom na koncu povedal, kakšna je bila. Tudi lokalček, gledajte, zelo lep, prijeten. Vse štimalo, pica je bila tudi na koncu 5 evrov. Prav dobra je bila. Glih prav velika, zdaj imam pa še 7 km. Bo je kar težka, imam še kar nekaj hriba. Tako da komaj čakam, da pridem, pa potuš. Tu, da sem šel pa kopati v morje, sem pa opustil, morda sem šel zjutraj, sem se ne bom šel, ker bo najbrž preveč mrzlo. Bomo videli. Evo, pri kolesaru, čisto uničen. Tako da razmišljam, a bi šel v vodo ali ne. Še malo noge namočiti, pa bom videl, kako je. Drugače pa spal bom pa kot top, v to sem pa prepričan. Še eno neumnost sem naredil, lejte, hrano sem si noter prinesel in lejte, so mravljinci not navalili, tako da tule zdaj takoj v avto odnesem. Dobro jutro. Ni lepšega, ko se takole zbuditi ob morju, jeti malo na plažo posedeti, malo opazovati morje. No, še lepš bi se bilo majčkeno skopati, ampak veste, majčkeno je še mrzla voda, pa ne bom riskiral. Jaz si mehur prehladim in potem grem neštetokrat na WC, tako da se zdajle ne bom odločil. Mogoče se bom tekom dneva, ko bo ful sonce, bomo videli, no. Drugače pa, danes je v planu, da se malo okoli zapeljem, par stvari pogledam. Bilo je v mislih, da bi celo kolesaril danes, ampak glejte, ne gre, rad me tako boli, da komaj sedim na njej. Kdo bo rekel, da nisem nič kilometrov prevozil, včeraj sem jih 35, vem, da tu za bicikel specialko ni noben problem, ampak veste, jaz vam tega iz unem šroken gumam, unem kramparcem pravijo po domače, ne. Veste, kaj sem včeraj še nekaj razmišljal, me zanima vaše mnenje. Tam, ko sem šel na pico za 5 evrov, a bi vi šli na to pico ali ne bi šli? Dajte mi to odgovoriti v komentar. Namreč sem malo tako razmišljal, jaz poznam kar nekaj ljudi, ki bi jih bilo sram naročiti to pico v akciji. Jaz pa mislim, da te nima biti kaj sram. Saj so oni akcijo dali, veliko tablo od zunaj, se pravi, hočejo prodati to pico. No, sej, jaz sem se tle ustavil izključno zaradi te akcije, tako da ne vem, zakaj bi me jo pol moglo biti nerodno naročiti. No, meni na takih stvari ni nikoli nič nerodno. Jaz sem celo še vprašal prej, če je ta pica v akciji, da ne bi pol rekli, ne, to je pa samo zjutraj do 10. ure, ne. Poznam ljudi, ki ne bi to vprašali niti pod razno. Bo zdaj kdo rekel, si požrešen, pa pa tret. Morda. Jaz bom sicer rekel, da sem racionalen. Ne vem, ne zaslužim denar tako lahko, da mi je čisto vseeno 100 evrov gor dol, ali pa 10, ne, ali pa 1 evro v končni fazi. Vzad ga je treba zaslužiti. In s tem, ko to sprašujem,
ampak grem na take stvari, si tudi dvigujem samozavest, ker, vejte, tudi meni ni bilo čist enostavno vprašati, a imate pico za 5 evrov v akciji ali ne. Mečken je unga bilo, mečken sramu, ali kako bi temu rekel, ampak čist mečken. In ravno zato, ker je to bilo, sem rekel, vpraš. V svoji knjigi sem tudi pisal, da moraš delati stvari, ki te jih je strah. In tega se jaz držim. In če me je eno stvar strah, tako kot me je bilo tu malo, a sem rekel, moram. Jaz tudi zmeram, ne vem, če mi neki račun v restavraciji ni jasen, da je, ne vem, evro, 2 preveč, jaz takoj rečem. Ne zaradi evro, 2, ampak zato, ker si rečem, pa dobro, pa menda imam tukaj samozavesti, da bom zdaj tu vprašal. Čeprav moram reči, da se mi je zadnje čase, no 2krat v Srbiji se mi naredilo, da sem zakompliciral, pa sem na koncu jaz mu narobe, ne, tako da, ampak nič za to, še boljš za treniranje samozavesti, straha in tako naprej. Nič, to sem hotel povedati, dajte odgovoriti v komentar, kaj vi mislite o tem, me res zanima. Povezavo do moje knjige pa najdete spodaj v opisu videa. Knjiga z 556 stranmi, mogoče še kakšna več, toliko je teksta, pol pa še platnice, mogoče še kaj več. Kliknite ta link, pa si preberite kazalo, jaz mislim, da že kazalo pove, kaj vse zanimivega se da zvedeti v tej knjigi in tudi zelo veliko se boste iz nje naučili, to se upam garantirati. Zdaj pa naprej v akcijo, zdaj grem najprej na zajtrk. Dajte drugače, kakšen lep zalivček, zdaj zjutraj, ljudje se na veliko kopajo, dajte, ful dober je. Tako da zdaj grem jaz kaj lepo jest, pol moram spokati, ker je že ob 10 check out. Dajte še iz te strani, da vam pokažem tele hiške. Pol pa naprej. Dugo uvalo grem pogledat. Tukaj smo hodili iz Taborniki in imam ful lepe spomine in to moram iti pogledat, me ful zanima. Mogoče se bom pa tam okopal, bomo videli. Prispel sem v Pavičine. Glejte, tukaj smo mi hodili na morje z Taborniki. Tukaj noter je bila kuhna, jedilnica. Tukaj na tej terasi smo ga žurali. Najlepše je bilo leta 90. Kaj se vse dogajalo tlele? Tlele drugače se je noter šlo, tle si hrano dobil. Verjeten, zdaj vse zapuščeno. Lejte, vse propada. Me prav zanima, če je to še lastnik tega, občina Trebnje. To je bilo ljudje tako fino. No, tukaj smo jeli. Odzad je bil tudi še vrt. Gremo, no, bomo šli vrt pogledati pol. Lejte, tle noter smo imeli pa tabor. Lejte, tukaj le WC, tale je bil ženski, unle je bil desen, je bil moški. Kolikrat sem jih pucal pri Tabornikih za ono, da sem dobil čin, ali kako bi se temu reklo, higienika. No, lejte, tukaj zadaj smo imeli pa še vrt, tukaj smo pa jeli drugače. Tukaj vem, da je bilo pokrito, tako je bila ena plahta in smo tle jedli. Zdaj pa kako bi se jaz tle noter pretihotapil, da vidim. Nekako bo moglo iti tle, ker smo imeli šotore, pa odbojkarsko igrišče, pa fuzbal igrišče. Noro je bilo, noro. Sem kar preplezal tole, zdaj pa hiter naprej, preden me kdo dobi. VC dečki, evo, prav sem imel. Takaj sem se jaz tu zapomnil dobro, da vidim, če je odprt. Ja, lejte, še WC-ji so odprti.
Lejte, točno tako, kakor je bilo. Še bojler. Tole po mojem je še zmeraj Trebnje lastnik, ker če ne bi bil, bi tole kaj poštimal po mojem. Tudi saj kdo bi travo pokosil. Pa nič od tega. Vidimo, lejte, tukaj smo pa tabor imeli. Sam zdaj tle en človek po mojem nekaj ima. Ali se kdo kaj, lejte, da so no prikolice navlekli. Lejte, koza tamle. Lejte, tole je bilo noro, vam povem. Lejte, tle smo imeli šotore, sicer te oljke, pa ali jih ni bilo tukaj, ali jih je bilo manj, ne vem, kaj je tle s tem. Lejte, tamle od zadaj smo imeli pa igrišče za fuzbal pa odbojko. Noro je bilo, lejte, kakšna koza lepa. Noro, lejte, ko sem ta prvič bil, sem v tukaj nekje šotor, ko sem bil ta drugič, sem ga mu tam lejte, kozice majhne. Jo, lejte, kako so lušne. Jaz se vam ne bom nič naredil. Ja, tlele, če me bo kakšen kmet dobil, me bo ured sunil najbrž. Ampak jaz sem mogel tole videti. Ta drugič sem v šotor tamle, ta tretjič pa tamle. To je bilo nazadnje, ko smo bili, ki je bil en, tukaj pa že nisem bil s taborniki, sem bil pa s pevskim zborom, ki je bil trebanski pevski zbor, pobraten z enim češko-slovaškim in je prišlo 50 žensk. Noro vam povem. Drugače pa lejte, v svoji knjigi sem opisoval, da me je ena punca obtožila posilstva in lejte, to je bilo pa točno v šotoru tukajle. Nori spomini, res nori spomini. Zdaj seveda sem se pa še zapeljal do Duge Uvale, to je 2-3 kilometre iz Pavičin. Tukaj smo se pa hodili kopati. Lejte, jaz sem tukaj bil pred 40 letem in drugače takrat, da tle je bila še velik del makadamske ceste. Po nekih hostah smo se prebijali, da smo prišli do plaže. Evo, zdaj pa se čisto dol pripeleš in tukajle sem se neštetokrat kopal. Neštetokrat sem se kopal tudi v temle zalivčku, tamle do konca. Tu pač smo šli, kamor smo hoteli. Ta del je bil naš. Velikrat smo plavali kaj na drugo stran. Čist prvo leto smo tukaj odzad je še en zaliv. Smo hodili noter, čist, zdaj so hoteli. Prej smo pa po nekih stezah, potkah dol hodili. V glavnem, res zanimivo se tole vse spomniti. In lejte, te zadeve, te kamni, pa to se vse spomnim, to se ni popolnoma nič spremenilo. Spomnim se tukajle. Tukajle smo ljudi na draj noter metal, če veste, kako je to. Se pravi, dva te primeta za roko, noge in te pol vržejo. Mene so ful metal, mislim, ker sem hotel, ne. Sem hotel in takrat, ko sem bil še sem bil 8. razred, sem bil prvič. Ali kdaj sem bil prvič, se ne vem. So me ful visok vrgali. Tako da mi je bilo ful interesantno. Tako da čudoviti spomini. Drugače sem pa pol 2015 sem se tukaj tudi kopat šel. Je bilo tudi fino, tako da meni je tukaj všeč. Verjeten pa tudi zato, ker imam tako lepe spomine, ne. Tako da iz tem, ko imaš lepe spomine, ti je zmeraj všeč. Pa tudi, če ni tako zelo lepo. Tako da s tem končujem tole moje potovanje. Saj ni bilo potovanje. Dober dan, malo kolesarjenja. Je bilo pa zanimivo,
Kakor vidite, z vremenom nisem v najbolj sreče, zdaj celo dež pada. Včeraj je pa vreme bil čisto ok, ni bilo pa vrhunsko zadelati slike pa video, ne bojo tako lepe posnetki, ker rečemo, če lepo je ne bo lepo plavo, morje je tista posebna barva. Tako da to ni bilo toliko, ampak glejte, vse mislim, da zanimivo. Tisti, ki še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite. In to je to, se vidimo v naslednji dogodivščini. Poglejte pa tudi kakšno staro, ker na mojem YouTube kanalu najdete že krepko preko 1000 videov je, tako da imate marsikaj za pogledati.